Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Oder, oddaji o sočasnem gledališču. Spoštovani poslušalke in poslušalci, danes v oddaji Oder gostimo Kristjana Muka, igralca, pesnika, esejista, likovnika, dramatika, režiserja, pedagoga in mogoče bi se našlo še kakšno poimenovanje njegovih raznolikih dejavnosti. Kot igralec je na profesionalno pot vstopil že v daljnih 60 letih prejšnjega stoletja, ko se je zaposlil v ljubljanski Drami, a je začel igrati tudi v Odru 57, gledališču Ad hoc, v Zovčkovi skupini, v 70-ih se je pridružil takrat eksperimentalnemu gledališču Glej in Pekarni, ob tem pa je ustvarjal vse bolj intermedialno z vključevanjem likovnosti in poezije, nato vstopil v svoje najplodovitejše obdobje v 80-ih, ko je poleg močnih igralskih vlog ustvarjalno združil svoje raznolike talente v inštalacijah in performansih. V 90-ih se je posvetil pedagoškemu delu na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo in pisanju dramskih besedil. 3 od njih, Drevo in soteska, 2 konja in Poročnik in kurat, poznajo tudi naši poslušalci radijskih iger. Na radiju je nastopal kar v 147 vlogah, v številnih literarnih oddajah pa kot avtor in interpret. Na Jugoslovanskem festivalu radijske igre je ob nagrajeni radijski igri Vladimirja Kocijančiča z naslovom En dan Denisa Ivanovića prejel tudi nagrado za naslovno vlogo. Med drugimi nagradami pa naj omenim nagrado za igro Borštnikovo. Ob tem je igral še v gledališčih na nemško govorečem področju. Naj vas, drage poslušalke in poslušalci, povabim na Akademijo, ker se mu bodo prihodnji teden, v četrtek, 2. oktobra, v sklopu festivala AGRFT, poklonili z okroglo mizo z branjem odlomkov iz njegovih del ob njegovi prihajajoči 85-letnici. Tik pred izidom je tudi njegova zadnja knjiga z naslovom Prostota. Pogovor s Kristjanom Mukom bom vodila Vilma Štritov. Dobrodošli. Dober dan. Kar presenečen sem za toliko prijaznih besed o meni in se zahvaljujem za to. Prav tako pa pozdravljam vse, ki so prisotni ob tej oddaji in poslušajo to, kar se bova midva pomenila. Homo universalis, tako so vas že poimenovali. Je lahko postal človek, ki se je v otroštvu napajal v pogovorih in ustvarjalnosti različnih posameznikov. Kot zanimivost, vaš oče je že pred vojno pisal besedila za radijske igre. Najbrž so bili to pomembni impulzi in spodbude za vaša poznejša raznolika področja ustvarjanja. Ampak kaj vas je potem usmerilo prav v igralstvo? V igralstvo me je usmerilo lutkarstvo. In sicer imeli smo lutke, kakšnih 10-15 figur, ročne lutke, odrček. To sem deloma napravil sam s pomočjo moje mame, ki je imela talente kiparske, likovne, tudi neke arhitekturne. Ni pa bila nič od tega po poklicu in smo prirejali predstave, to kar nekaj let od mojega kakšnega 8. leta do 12. In to me je odprlo tudi napram tako tekstom, ki jih je bilo treba se izmišljati, kot organiziranju teh predstav, včasih zunaj, v Krakovem živim ponovno, tako kot takrat. Ali pa pri nas doma so prišli otroci iz soseščine. Drugo je pa bilo to, da se je začel Ljubljanski festival, ne vem, leta 51 ali kdaj. In takrat sem jaz, ker smo bili v bližini, se pomagal prestavljati stole z enega prizorišča na drugega, gledal sem predstave, igralce za odrom, preden so šli na nastop.
Tako da sem dobival takšne vpoglede v to, kaj je gledališče, neke malo drugačne, kot bi bile, če bi hodil lepo pridno v gledališče. Seveda pa me je pri vsem tem posebej spodbujalo to, da je sestra moja bila Marlenka Stupica, da je bil tudi slikar Gabriel Stupica, ki je bil en najpomembnejših v prodoru modernizma v slovenskem in jugoslovanskem slikarstvu. In jaz sem živel z vsem tem skupaj. In še stari stric je Max Fabiani, tako da se je tukaj združevalo ogromno nekih elementov, prisotnosti ob tem in pa tudi seveda kakšnih diskusij. Prihajali so tudi razni obiski, pa tudi zelo kmalu sem najprej z bližnjimi potoval na Bienale v Benetke, potem sem redno hodil dolga leta, tudi sam, pa seveda, se ne vem, če to spada ravno v ta kontekst tega vprašanja, še seveda potem dolga leta po evropskih državah, kar je bilo še kar težko do takrat, po vseh znanih galerijah, razen v Skandinaviji, pa v Romuniji, pa v Bolgariji. Vendarle pa ta iniciacija prav v igralstvo, torej tudi od lutkarstva k dojemanju sebe kot igralca oziroma mogoče viziji, da ste šli potem tudi še na akademijo. Ja, tukaj se morda bi stvar bila povezana s tem, da imam neko lastnost, da se rad povežem v nek dialog z nekom, kar je eden od bistvenih principov igralstva, in pa da nekaj od tega, ne me narobe razumeti, telesno dam drugemu, to se pravi gledalcem, da se povežem z njimi na nek drug način, na nekem nevtralnem polju pravzaprav, kjer se lahko dogajajo med enim in drugim sogovorcem stvari, ki jih ne bi pričakovali, ki jih pa tudi običajen dialog ali debata velikokrat zakrije zaradi nehotenega ali pa zelo hotenega premočevanja nad partnerjem v dialogu. Pa še to bi lahko rekel tudi en tak podatek, da se je odprl potem, ali sem s tem že začel, ne vem, Ljubljanski festival, mislim po letu 50, in smo otroci, sem prodajal kataloge, sem bil stalno povezan s tem festivalom, tudi organizacijsko, na kar se je pojavilo mladinsko gledališče z Balbino Baranović, in jaz sem se takoj vključil v njihove tečaje in predstave. Zdaj ne vem točno, koliko sem bil star, mogoče 14 let, ko je bila prva predstava takratnega mladinskega gledališča, ki ni bilo še nič eksperimentalno, oziroma takšno, kot je zdaj. V predstavi Carja Saltana Dolga ušesa, kjer so igrali profesionalci iz drame in nekateri mi otroci. In potem sem z mladinskim gledališčem živel še kar veliko let do akademije naprej, tako. Pa še, se pa kar spomnim vedno kaj novega. V šoli sem bil tudi aktiven, smo neke predstave delali, ne nekaj posebnega, ampak redno tudi proslave razne, ki sem jih jaz organiziral in v njih sodeloval. To se pravi, teh stvari je bilo kar veliko. Pri vsem tem sem pa se tudi začel zanimati mogoče spet ne bo najboljša beseda, za teoretični vidik gledališča. Bral sem razne stvari, ki se jih je dalo takrat sploh že brati o tem, kaj to je gledališče. In to me je potem gnalo naprej v poklic. Prvi odločilni trenutek v vaši profesionalni karieri je bila vloga Gasparja leta 1970.
Kakšen uvid vam je ponudila? No, ta vloga je pa revolucionarna bila zame. Tudi je zaslugo za to sta imela dramaturg Lado Kralj in režiser. To je vloga, ki je bila koncipirana z njune strani in seveda z moje potem udejanjena, ko nisi igralec pravzaprav, ampak si tak, kot si sam na sebi in začneš agirati in govoriti, kot da bi bil šele rojen. To se pravi, neke vrste rojstvo, spočetje rojstvo in začetki iniciacije v bivanje samo. Tukaj ne gre za nobeno predstavljanje, za noben realizem, to sploh ne, ampak za to, kje je to smes čutil, kje nastaja bivanje, glasovno, telesno, kjerkoli v telesu. Glas tudi lahko je, ne bom zdaj, lahko je popolnoma nemogleden, ali pa je bolj glasen, ampak to ni najboljša opredelitev. Skratka, šlo je za rojstvo človeka kot takega v tej predstavi. Zanimivo je to, da je tekst napisan, potem se razvije v besedilo in na koncu nekakšen diktator postane ta Kaspar na koncu predstave. In od takrat naprej sem jaz zelo drugače gledal na igralstvo in sem ga vselej dojemal skozi to optiko. Nekoč ste izjavili, igra je pot skozi sebe, kar na nek način potrjuje to, kar ste pravkar povedali. Kako torej dojemate igro in igralca? Najprej igralca, potem pa igro dojemam kot človeka v nastajanju. Tako kot sem do zdaj govoril, ker tudi to, ko kreiramo neko vlogo, ki ni povezana direktno z nami, je vedno potrebno najti neke elemente v sebi predvsem. Jaz nisem zagovornik tistega teatra, ki je veljal takrat, ko sem jaz začenjal, da moramo zunanjost naštudirati, karakter, vse to drži, odnose naštudirati, dramaturgijo naštudirati, tudi igralec mora to vse obvladati, ampak da je nujno, to se danes že dogaja v igralstvu že nekaj časa, vse najti v svojem telesu in s tem glasu, najti neke momente, kjer se začne človeško bivanje spočenjati. Spočenja se pa na razne načine. Če pogledamo dojenčka, kakšni spontani, kakšni neposredni, odkriti momenti bivanja so to. In se počasi razvijajo potem v človeka. In podobno je z vlogo. Ne vem, če bi dal za primer, kaj s tem Hamleta. Seveda moraš ti pregledati vso vsebino, vse okoliščine, odnose, ampak kako to nastaja v meni samem kot igralcu, je pa bistvenega pomena. Da nekje v sebi to začutim in zato niti ni potreben nek velik talent, ampak talent v tem smislu, da si upaš biti iskren in najti v sebi zlo in dobro, bom takole rekel, manihejsko. Kakšne in katere ljudi ste srečevali seveda pri delu v drami, ampak še bolj pa v neinstitucionalnih gledališčih, ustvarjalce, intelektualce, s kom ste se potem tudi najbolj povezali in kdo je pravzaprav tudi najbolj vplival na vas? Ker sem sodeloval že kmalu, celo že med akademijo v nekih predstavah, z odrom 57
sem bil z njimi in teh predstav v tistem obdobju je bilo mogoče, pa potem tudi v Gleju, ki je bil najprej nekoliko povezan še, deloma, no. Sem spoznal veliko osebnosti iz generacije revije Perspektive, ki je bila takrat tudi neka nova, da ne rečem dokaj revolucionarna zadeva, in sem se tudi družil z njimi. Je pa to generacija, ki je 10 let približno več manj tudi starejša od mene, tako da v nekem globljem stiku nisem bil z njimi, pač pa v takem osebnem globjem stiku. Drugač pa zelo veliko. Sej, mimogrede, upam, da se bom spomnil, v svoji zadnji knjigi z naslovom Prostota imam nek prizor, ki je posnet deloma po resničnem dogodku, kjer se srečajo Primož Kozak, Dane Zajc, Peter Božič, potem Taras Krmavnar, Primož Kozak sem hotel reči. Te glavne osebnosti tega časa. No, in tudi, vem, da sem tudi zelo prebiral revijo Perspektive in se tudi skozi to nekako vezal na nje. Res osebni stik se je pa začel takrat s Tarasom Krmavnarjem. Morda je zanimivo, da ko smo potovali ne vem, s katero predstavo Odra 57 iz Beograda v Novi Sad, ker smo predtem prestopali iz Ljubljane do Beograda, med vožnjo smo sedeli skupaj v kupeju in smo začeli nekakšno diskusijo in sem čutil, da mu je všeč to, kako jaz razmišljam. In takrat so nek prvi tak nevede še bolj bistven stik vzpostavlja, ki se je potem čez leta, predvsem pa v zadnjih letih njegovega življenja, 10 letih, 20 približno, stopnjeval v zelo intenzivno osebno srečavanje, diskusije, izmenjavanje korespondence in tako naprej. No. Tudi družili smo se veliko z družino, z Alenko, njegovo ženo, tako skoraj bi rekel, to besedo ne rad uporabljam, da je šlo za prijateljstvo. Franci Zagoričnik tudi. Ja, no. No, z njim so se pa tudi, z njim je pravzaprav povezal ravno Taras in vem, da so se slučajno srečala s Zagoričnikom v Drami na neki predstavi, pa sva se nagovorila nekako en drugega. In on je takrat zelo, zelo izrazito peljal v smer konkretizma, konkretistične poezije, če skrajšam. Tukaj je bilo več variant in veliko sodelavcev. In me tudi on nekako mal spodbudil k tem intermedialnim projektom. Ne pa, bi rekel, na način, kot je bil takrat v veljavi, če tudi to tako rečem, se pravi nekega izrazitega konkretizma, strukturalizma, modernizma, čeprav on sam je bil, tudi ni bil samo to, je bil tudi en vročekrvn pesnik. Tako da sem jaz takrat z vsem nekim znanjem in vedenjem o umetnosti nasploh začutil in v povezavi s tem, kar sem malo prej pripovedoval, kako sem začel razumevati pa čutiti igralstvo, videl, se mi je odprlo igralstvo kot ena strašno kompleksna zadeva, ki jo je treba tako tudi začeti ne uveljavljati, ampak jeti v tej smeri in raziskovati in dajati na ta način ljudem nekaj, kar tudi drugemu odpira neke nove, takrat bi rekel, zdaj pa drugače, dialektične vpoglede v svet. Delujete in razmišljate kot nenehni iskalec v sidrano bogatem notranjem duhovnem svetu.
Ivo Svetina je o vašem literarnem ustvarjanju zapisal, da ubesedujete, citiram, ne le konec ideologije in zgodovine, ampak tudi konec človečnosti. Šele ko se razkrije nič, se bivajoče razodene kot zares bivajoče. Konec citata. Ali mogoče od tod brezizhodnost in zadušljivost in posledično hrepenenje popolnosti, večnosti, ki poganja vaše dramsko pisanje, kot je ugotavljal tudi že omenjeni Taras Kermauner. Približno pri 18-20 letih sem se spravil pisati veledramo, ki bi zaobjela vse, kar se da na tem svetu. Kasneje sem to na nek način uresničil v natisnjeni takem besedilu Imena igre. Jaz sem začel dojemati, vse sorte so bili vplivi tudi zunanji. Bil čas po koncu druge svetovne vojne, bila je Korejska vojna, potem se je začel Vietnam, nekje neka slična situacija, kot je danes. In jaz sem strašno začutil nekakšno dolžnost, to se zelo sliši, da moram tukaj na nek način nekaj narediti, da bi se to nekako spremenilo. Saj jaz moram to narediti, mogoče če se bo še enega prijel, pa v redu. In sem potem začel iskati, takrat sem se tudi bolj približal filozofiji, tudi sistematično, iskati to, kaj je v človeku zlo, bi pravzaprav rekel, kar tako. Mislim, to ni bilo tako, malo sem poenostavil. In kaj je dobro. In bolj, ko sem o tem razmišljal, igralstvo pa daje izjemne možnosti, da to na sebi raziskuješ. Da v sebi začutiš, kako bi se žrtvoval ali pa kako bi nekoga iz sovraštva ubil ali pa iz neumnosti ubil, kar se dogaja, recimo. Skozi to sem prišel potem do poezije. To je bil pravzaprav razlog, da sem začel pisati poezijo. Obenem je pa ta poezija izražala te notranje raziskave. Jaz sem se veliko bavil tudi z gibom pri Živi Krajger. Leta in leta, še na akademiji sem hodil in sem si tudi s tem osvajal neke fizične notranje svetove, fizikalne, ne samo psihične. In upam, da bom zdaj znal to misel zaključiti primerno. Potem sem prišel do tega, da je to vse neka neverjetna dinamika, zato tudi obstaja potem v nekem času gledališče kot dialog, da pa je nujno, da to dinamiko predstavimo in razstavimo, ne konstruiramo ponovno ali jo strukturiramo ponovno, ampak da jo damo v nek način bivanja, bom rekel, kjer se vse to odpira, sooča, dialogizira in poskuša najti Taras bi rekel neidentitetno mišljenje. To se pravi mišljenje, ki nikoli ni prepričano, čeprav je slovnica pa krasna stvar, ampak ki nikoli ni prepričano v dokončnost svojega sveta duševnega, s tem pa potem tudi govornega, filozofskega, umetniškega. Kako pa ste zadostili potrebi po ustvarjanju v več medijih in njihovemu združevanju? Prva res izrazito takšna zadeva je bil happening enkrat po letu 80, ko sem v Gleju, ali je bilo pa v tej galeriji Kurna, zdaj je bilo Kurni,
postavil na tla dvoje kosti, človeških, mislim, kosti ne sestavljene, ampak položene kot neka risba na tla, in potem sem z neko kredo risal in krasil in nekako pretvarjal deloma v dva ljubeča se človeška lika. Zraven sem verjetno svojo ali pa sigurno poezijo recitiral, in to je bil nek 24-urni dogodek. To je bil prvi tak izrazit. Kasneje je bil še en v Gleju z Violeto Tomič, Apno v Gorki, kjer je bilo v središču neko območje z blatom, z glino pravzaprav, v katerem sem jaz se, bom rekel, prekopicoval in iskal nekaj in govoril svoje verze z nekim muko, probal spraviti tudi tista poezija je zelo tudi taka, bazira samo na glasovih v velikem delu, in potem sem nekega človečka zmodeliral iz tiste gline, po kateri sem se valjal. To je drug tak. Tretji je bil pa potem zelo kompleksen, pa Svetloba maternice leta 1986 v okrogli dvorani Cankarjevega doma. Še zmeraj sem vesel, da sta to omogočila Goran Šmit pa direktor Cankarjevega doma, gospod Rotovnik. Istočasno je pa Krst pri Savici, ali pa skoraj istočasno bil, in je mal potisnil zanimanje za moj nastop v stran. In tam je pa bila izkoriščena ta okrogla dvorana s projekcijami. Jaz sem prišel z dvigalom iz nekega podzemlja in sem potem poskušal ta prostor, ki je specifičen, kakor neka kupola, pa arena, osvojiti z neko akcijo, z gibanjem. To je bilo pa izrazitejše gibalna zadeva, z glasbo sodelavke in sodelavca. Tisto je bilo posneto za televizijo, čist profesionalno, ampak kakor vem, ni ohranjeno. Druga močna prelomnica v karieri je vaš delni umik iz soja luči, grajenja karier, bleščavosti igralskega poklica in preusmeritev v pedagoški poklic s profesuro na akademiji. Kakšna je bila vaša vloga v pedagoškem procesu? Kako ste zastavili pedagoški proces in ga tudi izvajali? Izhajal je iz teh dognanj in doživetij, ki sem jih ravnokar omenjal. Mogoče bi še dva razloga bolj zunanja navedel. Takrat sem se začel res s pisateljstvom in s temi tudi pisateljskimi velikimi projekti ukvarjati. In sem rabil čas za to. Pa tudi gledališče je takrat ostajalo še precej konzervativno kot celota. Čeprav je Bojan Štih naredil kar neko revolucijo, ki se pa potem ni razvila naprej. In tudi moje gledanje na igralstvo je bilo tako nekako drugačno, in tudi veliko spoštovanje imam in sem ga takrat imel do te dejavnosti, da sem čutil, da bi moral to nekje tam, kjer se začne, pomagati, pretvarjati v nekaj sodobnejšega. Pa še Primož Kozak, ki je bil dekan takrat, me je on pozval, me je pa poznal iz časa Odra 57, ko smo se veliko družili. No in potem pa sem jaz začel ravno graditi. Najprej seveda sem tudi moral počasi to opazovati še, potem pa sem razvil nekako nek
sistem, ki je zelo drugačen od naprimer Stanislavskega. Ja, vmes sem bil še v Ameriki in sem obiskal ne sicer znani Actors Studio, ki je bil takrat zelo znan, ampak HB Studio, ki pa veljal za bolj poglobljenega, manj finančno zahtevnega, kjer so pa zelo slavni filmski igralci delali tečaje. In sem tam njihov princip dela se seznanil. In eden od njihovih principov je no acting, please. Nobenega igranja, prosim. In to je bilo pol moje vodilo, ki je bilo pravzaprav v velikem nasprotju z nekim gledanjem na igralstvo stoletja skoraj prej. Pa ne bi se spuščal dalj v zgodovino. To se pravi, da ti ne poskušaš v nekaj prepričati gledalca, ampak da ti to živiš in da ti to si, ampak na ta način, da to nastane iz tebe. Ne, da je to posnetek nečesa ali nekoga. Da si sposoben... Nemimezis, kaj ne? Ja, da si usposobiš, kar se da, če imaš talent za to. Vsak običajni igralski talent ima to v sebi, da se usposobiš, da v sebi sprožaš, v sebi samem. Tukaj se vračam za moment k Kasparju, to sem tam preizkusil v praksi. V samem sebi sprožiš momente, iz katerih prej seveda študiraš vlogo, če gre za vlogo, iz katerih potem sestaviš lik, ki je tvoj tudi, ki ni vzet od nekod, ampak čeprav je to napisal Čehov neko vlogo, je to lik, ki je tvoj. Res pa je nekomu bližje bolj tak princip, nekomu drugačen. No in jaz sem študente predvsem poskusil opazovati, kaj se v njih dogaja in razumeti, ne a dela prav, sploh ne, ker to je princip bil, ne vem, je še v gledališču, ampak kaj se z njim dogaja, ko išče tisto, o čemer smo se predtem recimo pogovarjali, brali in tako naprej. In poskusil sem pomagati mu, oziroma ga upozoriti, lej, tamle si pa ti malo roko takole premaknil, ali pa v tvojem glasu je nekaj zabrnel. Saj to je težko opisati, ali pa sem 4 ure govoril, da sem našel tisto, kar bi mu pomagalo. Ne popravljati, če se le da, ne popravljati, ne se kregati, ampak spodbujati k temu, da pri tem najde tudi samega sebe, svojo osebnost. Ker ti skozi igro lahko izčiščuješ, katarza je tudi del, ne bi se zdaj v to spuščal, je tudi del nekega izhodišča teatra nekoč in pravzaprav na nek način tudi danes, sem drugač. No, sej, mogoče sem dovolj povedal, da ne bi zdaj še vlekel naprej te štorije. Upam, da sem bil jasen. Kakšno mesto pa ima v tej ustvarjalnosti beseda, torej tista, ki jo zapišete, ki jo je zapisal nekdo drug, in potem tista, ki jo izreče igralec, torej univerzum besede. To dejansko, nobena beseda ni sama. Vse besede, čisto vse besede v vseh jezikih so med sabo povezane. Vse bivajo v homo sapiensu in to je vse neka glasba telesa, ki je najprej neslišna, ki se dogaja v nas in ki je potem tudi v nekem zgodovinskem trenutku bilo izgovorjen, recimo, prej pa to bivalo v nas, v človeku. In potem se je to razvilo, potem pa en drug rekel,
se je zdaj malo zelo poenostavljeno, ampak hočem prikazati, da je beseda glasba. Glasba, ki se je povezala z razvojem uma, s tehničnimi stvarmi, potem v jezik. To se pravi v strukture. V jeziku strukture, ki so spet po svetu različne, ne, se to pa potem je že neka druga zgodba. In ravno to je tudi zelo pomembno za to, kar je sodobno igralstvo, da čutimo tako na ta način. Meni se tudi dogaja, če berem čisto običajno, da to slišim, ne da vidim samo, ampak da začnem slišati. Čisto lahko je običajen tekst. Ampak ne slišati, zdaj bom pa jaz tako interpretiral, ne kar tako, samo po sebi. Prevod v interpretacijo je težek. To ni isto kot tisto, ali je pa tisto, kar še nisi slišal, kar se je pa že pojavilo. Skratka, tukaj smo pa zdaj pri tem, da to so nekakšne kvantne zadeve. Tukaj, k čemur sem se zelo potem usmeril v nekem zadnjih 20 let, 30, ne vem, da se premalo zavedamo, da je svet neidentitaren, da pa se rojeva vedno sproti, vedno znova, in da vsaka fiksacija, zdaj pa lahko pridemo preko govora, besede, do družbenosti, do sociologije in potem pač do politike. Vsaka fiksacija sama v sebi je neproduktivna, je neustvarjalna. Vselej je treba se vprašati, zakaj, ne takoj, če pa se ti zmeša, ampak zmeraj se je treba vprašati, zakaj sem jaz pravzaprav to rekel, odkot to izhaja, komu je bilo to namenjeno. A sem jaz iskal s tem nek čist privatni interes, zdaj smo pri družbenosti. Ali me je zanimalo to zaradi nekoga, ali zaradi neke splošne situacije. Tukaj bilo še naprej. No in jezik je ponovno s tem povezan in tudi in seveda naše gibanje, ki lahko samo ležimo, pa bo vseeno v nekaj v nas, pa lahko smo na smrtni postelji, ampak se mi zdi, nisem še bil parkrat pa blizu, zaradi zdravstvenih razlogov, zmeraj se nekaj premika v nas. Potem, ko pa utihne, je pa tudi lepo. Kot nenehnega premišljevalca vas prosim, če lahko mogoče na kratko povzamete. Katera temeljna vprašanja so vznikala in vas gnala na začetku in katera si zastavljate še zdaj? Ali zdaj na novo? Pravzaprav vse skozi, se ne upam to izreči, da bi nekaj rešil na tem svetu, da bi nekaj pomagal, pač na ta način, kakršen sem, pa kakor zmorem, da ne bi bilo toliko ene pošastnih groze, kar naprej, se stvari umirijo, pa v tem delu sveta, ja, pa drugje. Ne, tukaj smo takoj pri današnji situaciji svetovni in ne bi mogoče časa zgubljal s tem, ker je itak tega na srečo dovolj in na žalost. Zmeraj sem v neko težnjo, tudi vsem, kar sem pisal, da bi prišel izpod zadev in s tem nekako nakazal, razložil, raj ne, samo nakazal, kako bi se dali stvari narediti, da bi bile za človeka, za ljudi pozitivnejše, ustvarjalnejše. Ustvarjalnost je pa zmeraj tudi, pa spet ni nikoli samo pozitivna stvar, tudi imamo uničevalno ustvarjalnost, ampak da je
da daje nekaj skupnosti, posameznikov in skupnosti, da živi. Za konec pa Kristjan Muk še kot avtor in interpret. Prebrali nam boste zaključno misel iz nove knjige Prostota, ki je tik pred izidom in je niti bralci, niti poslušalci še ne poznajo. Hvala. Naslov je Prostota, to je neologizem, in v knjigi je, mislim, da 14 nekakšnih opredelitev tega termina. In jaz zaključnega bom prebral. Namesto trdne samoumevnosti imam zato v glavi padanje v prostost, učutenje svobode, ki jo omogoča moj dvom vase, ter obenem pričevanje o tem, da vse skozi obstajam in da sem v stanju nepredstavljivega gibanja, ki je prostota. Odpiranje v skupnost, v kateri bi lastni strah pred smrtjo ne povzročal trpljenja drugemu, kar bi se v drugem odpiralo kot ljubezen. Hvala za posebno čast na koncu. Za pogovor, ki še zdaleč ni zajel vsega, o čemer bi se lahko pogovarjala ob tako bogatem in raznolikem opusu. Tudi jaz sem izjemno vesel, da sva se tako iskreno, prijateljsko pogovorila in da si mi omogočila, da sem lahko povedal stvari, ki jih včasih mogoče ni enostavno povedati. Ja, in tudi hvala lepa vsem poslušalcem in srečno vsem. Oddajo Oder sem v pogovoru s Kristjanom Mukom pripravila in vodila Vilma Štritov. Tonski mojster je bil Janez Podlesnik. Lepo pozdravljeni.